tokratni oddaji Zmorem na poti preko Slovenije smo spremljali parakolesarje na dobrodelni transverzali. Obiskali smo namizno-teniški turnir v Laškem, ki je bil tudi uradno največji tovrstni dogodek za parašportnike v zgodovini. Naš gost v tokratni oddaji bo tudi odlični tekmovalec v showdownu Peter Zidar. Laško je maja znova gostilo mednarodni namizno-teniški turnir. To je bil že 16. Slovenija Open, ki je bil po statistiki Mednarodne namizno-teniške zveze tudi uradno številčno največji tovrstni dogodek za parašportnike v zgodovini. Namizni tenis ima v Sloveniji dolgo zgodovino, o njej pa smo se pogovarjali tudi z 71-letnim Matijo Krncem, ki je že 56 let od leta 1962 aktivno vpet v organizacijo mednarodnih in seveda domačih namizno-teniških tekmovanj. Ja, glede na to, da sem vpet vse od samega začetka, moram reči, da smo imeli višek vseh teh tekmovanj v Laškem lansko leto z organizacijo svetovnega in eno leto predtem še organizacijo evropskega prvenstva. To pomeni, da nam svetovna organizacija zaupa in sem prepričan, da bodo tekmovanja tudi v prihodnje v Laškem z polno udeležbo, tako kot letos. Za namizni tenis je vse več zanimanja tudi med športniki invalidi, Krnc pa vselej razmišlja tudi o tem, kako k tej panogi privabiti še večje število ljudi. Ja, moram reči, da je to nihanje potem, ko je Mateja Pintar prekinila z igranjem, je bila le vlečna sila in je bilo tudi zanimanja nekaj več. Seveda, mi vedno skušamo tudi z posameznimi organizacijami, tako v samih šolah, kot tudi z drugimi akcijami pritegniti vse invalide v namizni tenis, vendar tako kot je z vsemi športi v Sloveniji, je to odvisno pač od časa, denarja in pa seveda pripravljenosti mladine, da se vključi v samo tekmovanje. Slovenska reprezentanca, ki so jo v Laškem predstavljali Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Primož Kancler, Bojan Lukežič in Luka Trtnik, je dosegla lep ekipni uspeh. 4 od 5 so prišli v izločilne boje, uvodoma pa je izpadla le Barbara Meglič. Med 16 najboljših sta se uvrstila Andreja Dolinar in Bojan Lukežič. Nastope Slovencev je ocenil trener Darko Kojedinović, ki je ocenil tudi, kje se je zalomilo Luki Trtniku. So kar nas presenetili glede rezultatsko, ker so od 5 4 šli ven iz skupine, kar je po dolgem času ekipni uspeh. Jaz nisem niti pričakoval tako, no. Tako da uspešno, zelo uspešno. Hočem povedati, da je še neizkušen igralec, ne, in mora imeti določeno mejo, kje lahko in kaj zmore, ne. Na tem turnirju je pač zopet pregorel v želji, ne. Trtnik se je na turnirju pomeril tudi s prvim igralcem sveta iz svoje kategorije, v Laškem pa si je znova nabral zelo pomembne izkušnje. Ja, prvo kot celota turnir je bil zelo v redu. Zelo sem zadovoljen s svojo igro, čeprav mi ni uspel priti med 16, kot ste rekli. Ja, bom kar šel tekmo po tekmo. Prvo tekmo sem igral z najboljšim na svetu, s Kitajcem, ki je bila zelo zanimiva tekma, zelo bi rekel izenačena tekma, vsak set je bil zelo izenačen, tudi potem sem drugo tekmo se dobro pripravil z Argentinca in sem ga zmagal 3:0. Seveda so bile težave, nikoli ni tako, vidiš 3:0 pa misliš, to je pa bilo z lahkoto, ne, moraš se potruditi, ker tukaj v Laškem so pač vsi najboljši izbrani. Kaj je pa zmanjkalo tam za med 16, da pridem izkušnje, bi jaz temu rekel najbolj, kajti on igra tako igro, ki jo jaz na treningu bolj malo treniram. In ja, moram reči, da me je presenetil in kar malo pošolil, ampak tako, kar rečem, ko zgubiš, se naučiš nekaj novega in naslednjič, ko bova igrala s tem Brazilcem, zikar ne bom toliko izgubil. Na turnirju je sodelovalo kar 427 športnic in športnikov invalidov, ki so lovili točke za paraolimpijske igre in uspeh na največjem turnirju na svetu. Kar se tiče kolajn, je bila najuspešnejša Kitajska, ki je osvojila kar 8 zlatih. 324 kilometrov.
Tolikšno pot mora premagati posameznik, ki se odloči po magistralnih cestah prevoziti razdaljo od Lendave do Kopra. Če pa nekdo takšno pot premaga v enem kosu, izključno z močjo svojih rok, gre za v vsakem pogledu ekstremen podvig. Se pravi, David Razboršek me je poklical, če sem pripravljen zraven priti, sem rekel, ja, seveda, ni problema. Vprašal sem ga, kdo je še noter, je rekel Peter Cerar, tudi zelo navdušen ročni kolesar, potem Gregor Habe, sem rekel, da brez njega ne grem. Na koncu se pa odločil še naš Edo je še, ki lahko rečem, da je pionir ročnega kolesarstva v Sloveniji. Leta 2002 sem si naredil sam ročno kolo, se pravi priklop na invalidski voziček. V 2 letih sem ugotovil, da me to veseli, sem šel delati novo kolo, se pravi leta 2004. Od takrat pač veselo kolesarjem, ne. Slovenski parakolesarji so v okviru dobrodelnega prečenja Slovenije skupaj pogumno premagovali kilometre. V prvi vrsti so želeli pomagati mlademu perspektivnemu športniku, Gregorju Habetu. Kateri del je bil najtežji do tega trenutka? Ja, na Prekmurju smo imeli kar fajn veter, tako da nam je veter kar fejst pomagal. Pa ravnina bila. Od Ptuja pa zdaj semle do Konic je pa kar malo bregov, tako da pa gre, držimo tako raho tempo, tako da ni problema še zaenkrat. V bistvu ja, za Gregorja sem slišal takrat, ko je on bil v Soči, prestal je v Soči po poškodbi hrbtenjače zaradi paca z ATV-jem, se pravi štirikolesnikom. Jaz sem ga šel takrat pogledat, fant se mi je zdel tak tih pa zanimiv, videl sem, da je delaven po njegovi konstituciji. Potem smo pa enkrat naredili predstavitev koles in povabili varovance noter s poškodbo hrbtenjače, da se poskušajo s kolesi. In moram povedati, da Gregor še zmeraj v tistem kolesu, katerega je probal, s tem, da ga je malo modificiral, da je mačkano bolj tekmovalna pozicija noter, ampak ja, zdaj najbrž veste, koliko je staro kolo, pa koliko je v bistvu potrebno novega kolesa. Ja, s tem kolesom sem res nekonkurenčen, staro pa težko kolo je, ne. Ja, zdaj z novim kolesom bom veliko bolj konkurenčna, ne, in seveda priti na olimpijske igre, ne, v Tokio, ne. Kolesa, ki jih uporabljajo parakolesarji, so izredno draga. V povprečju stanejo vsaj 10-krat toliko kot klasična. Obenem je vožnja z njimi precej napornejša. Ja, seveda, roke so veliko švuhnejše kot noge, ne. Vsak klanc je veliko težji. Da povprečno bi rekel, da je hitrost kolesarja nekje 2/3 navadnega kolesarja, ne, odvisen je od terena, po ravnem mogoče četrtino slabš, v klanc pa polovico počasnejš, kar pomeni, da so te razdalje toliko daljše kot na noge, ne. Ja, seveda, mislim, če kdo misli, da je to mačji kašelj, gre lahko sam probat. Velikokrat me vprašajo, če bo težko, pa jaz pravim, ja, lejte, dajte se v klečeč položaj za 24 ur, pa nič kolesar. Dajte samo klečati, pa boste povedali, če je težko. Tako da najbrž si predstavljate, kako to zgleda. Udeleženci ekstremne odprave so Slovenijo prekolesarili v nekaj manj kot 16 urah. Svojim podvigom so opozarjali tudi na potrebo po večji strpnosti v prometu, še posebej do najbolj ranljivih udeležencev. Basket for Kids je projekt, ki je namenjen mladim ljubiteljem košarke. Gre za največje regionalno tovrstno tekmovanje. Mladi udeleženci zaključnega turnirja, ki že drugo leto poteka pod okriljem televizije Sportklub, so imeli letos priložnost poznati tudi malce drugačno košarko. Tisto na vozičkih. Ja, v bistvu je zelo lepo igre, no. Zelo so taki živi, dobro dinamiko imajo, tako da super. Klemen, na kakšen način lahko rečemo, pravzaprav je, kar se košarke tiče, seveda to tisti najlepši šport in kaj lahko sam poveš, kaj pomeni igrati za slovensko reprezentanco? Meni je za reprezentanco čast igrati košarko. Ne vem, vsak mu je čast, da ima grb svoj, pa ni važno, si na vozičku ali si dober, tako da... Kaj pa kakšne naslednje tekme, kdaj imate reprezentančne tekme, kdaj bomo lahko navijali za vas? Naprej sezono začnemo septembra s treningi, potem tekme, mislim, da so oktobra, ta regionalna liga, ne LB. Igramo pa tudi za Kranj, jaz igram pa Haris, pa tudi začnemo takrat oktobra.
in zaključimo maja. No. Fantje so svojo ljubeznijo do športa in predanostjo navdušili tudi enega izmed največjih košarkarskih strokovnjakov na stari celini, hrvaškega trenerja Nevena Spahijo. Kao prvo moram vam čestitati svima vama koji radite na sport klubu i onom kome je ova ideja pala na pamet. Definitivno se slažem sa vama. Mislim da je sport nije uvijek i rezultat u primarnom planu. Mislim da njihovo druženje i poznanstva koja će im ostati za cijeli život je isto vrlo bitan dio ovoga što se danas tu događa. Spoštovani gledalci in gledalke, lep pozdrav v rubriki 1 na 1. Tokrat se bom sam pomeril proti atletu Sandiju Novaku, slepemu atletu, ki trenira za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Pri tem izzivu nama bo obema pomagal večkratni rekorder v maratonu, slovenski prvak Roman Kejžar. Spoštovani gledalci in gledalke, v izzivu 1 na 1 proti Sandiju Novaku, Marko Hrastar, ne pričakujem prav veliko. V bistvu prav veliko ne bi pričakoval tudi na tak način, če bi imel vid. Ja, pričakujem, bom rekel, upam, da bom majhen boljši od njega, pa upam dober spopad. No. Pa zanima me tudi mene, kako bo on šel kot slepi. Tako da vidim to razliko, ali pa bo on lahko primerjal razliko slep ali pa vidič, ali kakor to razliko. Pa mislim, upam, da bom zmagovalec. Če bom pa poraženc, pa mu vsaka čast, pa ga pa pelem še na pico, da se še malo zredu. Da je pa počasnejši. Tako, dragi gledalci in gledalke, izziva 1 na 1 je konec. Po 3 krogih pretečenih na atletskem stadionu sem vidno oznojen. V prvem krogu se je še išlo, lahko sem sledil zavetrju Romana Kejžarja in pa Sandija Novaka. V drugem in tretjem krogu pa me je malce pobralo in mislim, da sem vseeno uspel odteči pod 5 minutami, kar je zame osebno kar lep dosežek. Ja, jaz pa pač, če zmagaš, si zmeraj zadovoljen, pa bom rekel tako, bilo je začetek, smo malo hitro začeli, ampak smo pa pogarali do konca, to, ker sem obljubil, da sem ga pač prehitil, pa tako da ima tudi dober tempo, ampak zaenkrat bom mogel morebiti še kaj potrenirati, da ga jaz lahko v hrbet gledal, navidezno. V športu, tudi v primeru invalidov, žal ne gre brez finančnih sredstev. V športnem društvu Invalid so na tem področju zelo uspešni. Moram povedati, da je v teh programih, ki jih imamo tukaj v mestni občini Ljubljano, sedaj vključeno preko 100 otrok, ki so mlajši od 15 let. Ne? Tu ima velike zasluge center slepih športnikov Vid in cilj, ki ga vodi Alen. Ne? Potem je bila tudi Riba do pred kratkim, zdaj je nekje malo opešala, in pa športno društvo Invalid. Ne?
tukaj se največ teh. Predvsem pa skrbimo za to, da se otroci preizkušajo in začnejo svojo rekreativno vadbo v teh osnovnih športih, to je plavanju in splošni gimnastiki, gibanju. To imamo mi. No in mestna občina te projekte zelo močno podpira. Recimo v lanskem letu je bilo to 85 000 evrov. Se pravi, 2 trenerki sofinancirajo, potem brezplačne tereni, bazeni, telovadnice, potem kegljišča in druge vadbene prostore, pa tudi direktno sofinancirajo tudi vrsto programov, teh je preko 52 v enem letu, z konkretnimi finančnimi sredstvi. Showdown je nekako namizni tenis za slepe, čeprav sama miza je bolj podobna namiznemu hokeju. Igrata dva nasprotnika, miza je ograjena z ogrado, da žogica ne pobegne iz mize, se odbija od sten. Mora iti po mizi, ne po zraku, pod sredinsko tablo. Na vsaki strani je gol, kar je tudi glavni cilj igre, da se zadane gol. Sicer so kategorije glede slabovidnosti, slepote, vendar je omejitev zgolj ena, nekje 10%, da lahko nastopaš, ampak smo vsi združeni v eno kategorijo, ker imamo itak vsi očala gor in nihče nič ne vidi. Ja, začel sem, bi lahko rekel, reprezentančno pot leta 2009. To je bilo najprej mednarodni turnir v Milanu. Tam sem bil na prvem že 6., kar je bil že dosti velik uspeh. Potem pa istega leta svetovno prvenstvo na Švedskem, kjer smo bili ekipno svetovni prvaki, pa v ženski konkurenci tudi svetovna prvakinja. Potem je pa počasi se nadaljevalo. 2010 sem osvojil 2 turnirja mednarodna, v Pragi pa v Milanu. Nekako največji dogodek za mene v karieri je bil pa svetovno prvenstvo v Kamniku, bilo pa 2014, ker sem tudi bil svetovni prvak posamezno in tudi ekipno. Potem so bili pa še 2 evropska prvenstva, posamezno prvak, pa najboljših 12 na svetovni lestvici, kjer sem bil že 4-krat prvak, pa 9 zaporednih državnih prvenstv. Ja, nekako svetovna organizacija, kar se Showdowna tiče, si res prizadeva in se močno trudi, da bi bili čim prej paraolimpijski šport. Ne vemo še, kdaj to bo, ker je določena pravila treba izpolnjevati, vendar pa upamo, da nekako čim prej. Jaz mislim, da je tista borba, ko enkrat prideš v šport, ko se zavzameš, ko te igra potegne, če si že tak športni tip, pride to samo po sebi. Potem pa nekje v tistih res finalnih igrah je pa nekako psihološko sem se res znal velikokrat umiriti, pa dejansko speljati zadevo do konca. Slabovidnost imam že od rojstva, vendar se mi je zadeva v osnovni šoli poslabšala, ko sem imel odstop mrežnice večkrat in operacij in skozi te operacije se je to zadeva počasi slabšala, zdaj pa že nekaj let je nekako stabilno stanje. Zdaj težko je reči nekje generalno, kaj je boljše, vsak se nekje spopada z svojimi težavami, vsak ima tudi različne težave. Vendar je na tem področju tudi kar poskrbljeno iz strokovnega vidika, se da dosti pomoči dobiti, tako da zadeve še vedno niso tako težke. Predvsem bi pa rekel za mlajšim, da naj si upajo, naj grejo naprej, nič ni to tako težko, če samo slabo vidiš. To so treningi, to so tudi tekmovanja, malo greš po svetu, malo vidiš sveta, ko vprašanje, če drugače bi ga. Pa kar se mene tiče, predvsem osebnostno se precej spremeniš s tem, ko si nekje tle noter vpet, imaš nek občutek, da si nekje pomemben ali kakorkoli.
Sem Peter Zidar, igralec Showdowna. Pozval bi predvsem mlade, slepe, slabovidne, da se pozanimajo o tem športu, da se pridružijo, da vidijo, kako se imamo, ker se imamo super. Pozval bi pa tudi njihove starše, da jih pripeljejo in da spoznajo zadevo tudi sami. To je bilo v tokratni oddaji vse, prihodnjič pa vse o paraolimpijskih igrah. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.